V zvezi s Tibetom lahko v zadnjem času zasledimo velike nemire. Kje vi vidite dejanske povode za te dogodke? Ja, zdaj vedeti moramo, da je 10. marec obletnica tibetanske vstaje. Namreč leta 1959 na ta dan se je Tibet dvignil proti kitajski okupaciji, ki je se zgodila nekaj let prej, torej 1950. točno. No in seveda te demonstracije prvič sovpadajo s tem datumom, drugič pa seveda bližajo se olimpijske igre in Tibetanci so na nek način zdaj želeli opozoriti nase na torej, tibetanski problem, ko je dejansko vsa svetovna javnost pač usmerjena na Kitajsko. Kaj pa se dejansko godi s Tibetanci? Želijo recimo, če rečemo po domače, pokitajčiti? Zdaj ta problem je seveda bi rekel, zelo kompleksen, izvira iz zgodovine in nekje spori med Kitajsko in Tibetom so se začeli tam nekje v 18. stoletju in sicer bi rad opozoril tu na eno dejstvo, ki je v tem, bi rekel, tem problemu zelo pomembno in ga je treba najprej razčistiti. In sicer je to, da Kitajci smatrajo Tibet za svoj teritorij, se pravi, že od nekdaj torej je bil Tibet njihov. Tako je namreč njihovo stališče. In seveda ravno zaradi tega, ker je pač iz tega izhajajoč, torej njihov teritorij, imajo oni vso pravico. Vedeti treba, da je bil Tibet v svoji dolgoletni zgodovini, več stoletni, v glavnem neodvisen. Torej to, kar Kitajska trdi, ni res, oziroma bi lahko rekli temu laž. In sicer, če gremo v zgodovino nazaj, v 7. stoletju so se nekako ta tibetanska plemena združila in je potem nastala prva država, ki je obstajala približno 200 let. In v tem času se je Tibet razširil ne samo na področje, kjer je danes Tibet, ampak celo na področje Kitajske. Tako da je v enem delu tega obdobja Kitajska celo plačevala tribut Tibetu, se pravi, da je bila situacija ravno obratna. Nekoliko se je potem položaj Tibeta slabšal, ko je prišlo do nekih notranjih spopadov in do tega, da so Mongoli potem zasedli Tibet. To je bilo 13. stoletje in takrat v tem času je Tibet postal del Kitajske. Se pravi, da je spadal pod to kitajsko dinastijo Jan, ki ni bila kitajska, ki je bila mongolska, to je tista od najbolj znanega vladarja Kublai Kana. In potem so se v nekaj letih spet osamosvojili in potem spet gremo na tisto, kar sem že omenil, 18. stoletje, ko je Tibet v nekem obdobju začel plačevati njim tribut. Se pravi, to, kar je bilo v tistem času nekaj povsem normalnega. Koreja je plačevala ta davek, Mongolija je plačevala Kitajcem davek. In Kitajci so se na ta način, bi rekel, zagotovili nekako, da so torej to njihovi teritoriji, vendar ne v smislu države, se pravi v okviru njihove države. Ko govoriva o Tibetancih, ne moreva seveda mimo njihovega verskega, duhovnega, državnega voditelja Dalaj Lame. Kakšne so dejansko, po vašem mnenju, vplivi Dalaj Lame na te proteste? Torej, zdaj vsi tisti, ki dobro poznamo situacijo, torej, ki dobro poznamo Tibet in seveda učenje Dalaj Lame, je to spet ena od, bi rekel, takih nesmiselnih, smešnih reči, ki jih širi Kitajska. Nesmiselno zaradi tega, ker Dalaj Lama seveda v svojem učenju, pa tudi v svojih izjavah trdi ravno nasprotno. On je za dialog bil zmeraj človek popolnega nenasilja, človek, ki je resnično pravi duhovni učitelj. In stvar je namreč, problem je drugje. Ljudje, torej Tibetanci, mladi Tibetanci in menihi, preprosto te izhode iz, bi rekel, tega terorja Kitajske več ne vidijo. In podobno, kot se je to zgodilo v Mjanmaru jeseni lani, so dejansko menihi tisti in torej ta nova, bi rekel, generacija Tibetancov, tisti, ki je vzela stvar v svoje roke. Ne verjamejo več to, da se bo nekaj premaknilo na miren način. In tudi, če mene vprašate osebno, se na miren način ne bo premaknilo, zato ker Kitajska ni Sovjetska zveza, ki je na miren način razpadla in so potem nastale številne nacionalne države, tega Kitajska ne bo